Ja, Hamo je v našem studiu. Dobro jutro, dobrodošel. Dobro jutro. Prej sem te napovedala, Hamo, da si tak motorist, ne? Da si odprl že motoristično sezono. Danes si je sonce in ti si ziher tukaj z motorjem. In sem otvoril motoristično sezono, ampak tukaj nisem z motorjem, ker sem prišel skozi vrata s čelado v roki, pogledal avto in je bil zmrznjen. In sem čelado nazaj nesel, se prijel v lopatke in spucal šipe in šel z avtom. Res je ga zahladil danes. No. Ja, zjutraj. Zdaj, ko bom pa šel nazaj, mi bo pa žal. Lej, mar bi zjutraj potrpel? Ja, sem bi imel mogoče pljučnico že. Tudi tale tvoj 70% napitek ne bi pomagal. Dejno, ne smeš vse povedati, kaj daje mesle ljudem. Ja, 70% vitaminov, ostalo je voda. Okay. Malo resnosti. Hamo, kura si že star, ne? Hvala. Mislim, ne zato, ampak 20 let benda. Ja, ne, tudi mene je presenetil. Številke smo dali na kup. Ja, zdi se mi, da smo včeraj štartali. Pri 17, ne? Tako, in zdaj smo že 20 let po tej prečudoviti kokoški. Čakaj, 17 let si bil ti star, ko si v bistvu začel s svojim prvim bendom. Tako, ja. In potem je... Kako ste se imenovali? Babewatch. Babewatch? Da. Oh my god, a imamo kako mati iz tega Babewatcha? Imamo dva albuma smo posneli in imeli 400 koncertov v 3 letih, ko smo obstajali. Tako da smo bili zelo popularni. Ti si toliko popularen. Tako, bolj ke flirt, no. Rok Lunaček, ali se kaj tresaš? Ja, drugi časi. Ja, no in pol sem se 10 let izobraževal po nekih blues bandih, špilal kitaro in potem naredil tale band. Ne. In zdaj že 20 let. Tribute to love. Ja. In koliko je to posvečeno ljubezni, koliko je kaj tudi tvoje ljubezensko stanje? Moje ljubezensko stanje. Mislim, kdo ima ključ od tvojega srca, veš? Tega ne bom povedal, so pa trenutno zasedeni. Ne bom povedal. Ne bom povedal. Ne, v bistvu sem ugotovil, da vzdržujem tako stanje na pol priprtih vrat, zato da imam material, da ga lahko dajem na plošče. Ja. Veš, srečno zaljubljen nikoli ne pišem komadov. To je res. Ja. Ker tudi Adele, ko se je zaljubila v ženla, je konc, ne? Ja. Mora biti skozi malo drame, mečke toksičnosti in potem se super komadi pišejo. Ker sem pa dobre vole, pa se pa z motorjem vozim. In kam greš z motorjem? Ideja je zelo kmalu, nisem že dolgo bil na dopustu, še manj pa na motorju. V nedeljo proti soncu, tako bom rekel. No. Ugotavljala sva, šel bi mal na jug, pa šel bi mal na sever, pa šel bi mal na vzhod, na zahod. Vse mi je, sem rekel, da grem tudi v Avstrijo, če bo sonce. Kaj pa vsaj do Celja, da prideš še enkrat, pa mogoče, ja veš, Absolutno. Greva potem skupaj na kakšne te turistične destinacije, pa pol te še pelje malo v Kočevje. Aha, iz Celja v Pa ja, Kočevje. a veš, na mesto Goričkega v Piran greš To je pa že lepa Turca. Ja. Evo, kupam, zmenen. No, do takrat, ko mu jaz prodajam, boste pa vi kupili njegov nov komad Muziko za ples. Ja. O tem bova pa seveda povedala malo več potem. Ker ima gospod 20. obletnico z bendom, je rekel, da je 20 njegova številka. In Točno tako. Hamo, 20-ke so se zdaj vrtele okoli tvojega življenja, ker si imel tudi karte do 20. aprila za svoj koncert po 20 evrov. Kdaj imaš pa koncert? Ja, žal ne 20, ampak 12. 12. septembra, v bistvu Kino Šiška. Pa si že skoraj razprodan. Ja, v bistvu karte so šle v ponedeljek ven in je 850 prodanih. To je ful A si dobro. kaj ponosen na sebe? Mislim, ponosen sem na naše fane, da so v bistvu aprila za septembra toliko kart kupili, je, pa da se pa še dobiti. No. 21 je še pač tam, ki prodajajo karte, da ne bom reklame delal.
Dobro, nič narobe, ampak muska za ples, ki smo jo slišali. Ja, kaj te zanima? Ja, najprej si imel enega za stiskat, ne? Ja. Zdaj pa se malo to bolj tako pleše. Od kje je ideja? Pleče se v narekovajih, ne, ker je ta komad cel mečken zavit v tančico, ma niti ne take skrivnosti. No. Bom kar jaz tebe vprašal, ne, ker bo bolj legit. Kolikrat si dobila message, a bi šla ti z mano na kavo? Ali pa povabilo. Ja. Ja? In kolikrat se je na koncu izkazalo, da to ni bilo vabilo na kavo, ampak je bilo na kaj drugega. Mislim, da če govorimo o špricerju, večkrat. Dobro si se zmazala, ampak bolj komad govori o tem, da velikrat ne greš glih na kavo. Ne greš glih na kavo, oziroma ne vabiš ravno na kavo. Tako da jaz mislim, da sem se zdaj za doživljenjsko zajel, kjerkoli bom napisal, če gre na kavo, bo imela drugačne ideje. Ne? Umazane misli, ne? Recimo. Ali pa bo hotela špricer piti, ne? Na to nisem pomislil. No, vidiš? Ja. Hamo, boš vztrajal v svoji glasbeni karieri? Vsaj do septembra. Do septembra, zagotovo. Ne, ideja je, da bomo enkrat praznovali še 40-letnico tega benda. To se mi zdi še kar realen cilj. Da boš pri 70-ih. Ja, takrat bom star to, kar je Vlado Kreslin zdaj. A veš, se pravi, se da. Vlado je v super kondiciji, tako, by the way. Malo sem v foš. Po moje, da laufa dlje, kaj jaz. Dobar, o tem ne bova, ker po mojem laufa dlje, kot jaz tudi. No, evo. Tako da, če greva pa mi dva laufat, pa lahko da sva tle, veš. Ok. Pa je tudi neki let med nama razlike, ne? Hočeš reči, jaz sem starejši. Ja, mislim, vsi starejši sva ugotovila, ampak se sem ti povedala, da od Narju pa to ni veliko, ne? Od Narju to ni veliko. To laž s tem. Ja. Ampak, Hamo, da mi povej, a bova mi dva v Šiški kaj novega predstavlja tudi? Absolutno. Mislim, ideja je, da bomo imeli do Šiške fertik nov album. No vidiš, to sem mislila. Ni pa toliko nujno, da to bo. To so te muzičari. Ja, ne, zato ker se nam, a veš, to je pa prednost tega, da si malo starejši in se ti pol ne mudi več tok, ne. Ker je v resnici se ne bo svet podaril, če ne bo fertik. Jaz bi pa rajš videl, pa vsi v bendu bi rajš videli, da je album dober, da je narejen tako, kot je treba. Kvalitetno. Tako da v bistvu smo zelo proti koncu že, finese se delajo, nekako malo lovimo ta datum, malo ga pa tudi ne. Smo rekli, če se ne bo slišal dober, pač ne bo šel še ven. Bomo pa ful enih stvari novih tudi odigrali. No. Okay. Predvsem pa kar nekaj starih, ker se je pač v 20 letih nabrali, mislim, da 90 komadov smo posneli. In kakšnega ne igramo prav pogosto na špilih, pa bomo na 20-letnici kakšnega potegnili iz naftalina. A boš kjer ga tudi zaštemo? Zaštemo, ja, vem, kam namiguješ na mojem zdaj gradbeniško sedanjost. Drage poslušalke, renoviram stanovanje, tako da bom imel mišice čez poletje. Da se me najet, ura je draga. Ura je draga. Vodovod mi gre zelo dobro. Štemanje, ja. Tako. Polaganje, kaj ploščic. Še? Zapolnjevanje raznih odprtin. Slišala sem, da drugače nekako tutoriale po YouTubu in Instagramu iščeš. Ja, mislim, da je algoritem poštekal, ker sem ene 3-krat kakšen postopek pogledal ali pa kakšen material kupoval prek neta in zdaj gledam sam še storije, kako ljudje frajhajo, kitajo, zidajo in tako naprej in sem vedno znova presenečen, mislim, to me pol spodbudi, da boš ti to sam zdaj zaflikal neko steno. In ni toliko simpel, kot zgleda na YouTubu. Jaz vržem 5 kel v steno in jih je 8 na tleh. In nobena na steni. Medtem ko tam majster pogleda steno in je ometana. Ne. Ampak ali lahko primerjaš gradbeništvo z odrom? Mislim, ker štemat pa kondicijo, a veš, za štemanje rabaš kondicijo, za petje rabaš kondicijo.
tudi za štemanje sem pogrunil, da rabiš ful občutka. In prvi dan štemanja te vse boli, ker hočeš uno špico zapičati in se nasloniti na njo in podreti celo bajto s tem. Ne. Drugi dan pogruntaš, da špica, če ji daš življenje, sama dela. Ne. In to je kar velika modrost gradbeniška, ki sem jo spoznal. Od gradbeništva do odrov še enkrat hitro vabilo, kje te lahko slišijo naši poslušalci in pa seveda, kje lahko tudi karte kupijo za septembrski koncert. 12. september, Kino Šiška, karte so na Eventimu, njih več veliko, res grejo kot keramične ploščice. Ostalih koncertov v bistvu sploh ne bom reklamiral, ker se nam po tej 20-letnici zvrsti taka orang rock'n'roll jesen. Polet so mi dali pa prosto, zato ker moram zidati pa z motorjem se voziti. Komu lepše? V glavnem, če ti slučajno, zdaj karijera propadla, ti sigurno ne bo, ne? Ampak mogoče pa vseeno, zdaj ko boš v tem gradbeništvu, kam te pa lahko pokličemo, oziroma kje lahko damo? Kar na Instagram mi napište, pošljite slike stanovanja. Okay. Še kakšno drugo. A veš, strank bo veliko, ne? Po nekih kriterijih se moramo odločiti. Ne? Mogoče bi na Eventimu začeli prodajati tudi čakalno vrsto za renovacijo stanovanja. Ja, novo v prodaji, Hamo polaga ploščice. Sixpack čukur, konkurenco imaš. Nimaš. Ne še, ampak čez pol leta pa sigurno se bo že sprifal. V glavnem, jaz pridem na vrsto čez 5 let, ker nekje... To sva zmenjena že. Tako, tam bova midva delala renovacijo. In kar se tiče renovacije tvojega albuma, ti želim tudi seveda, da bo dober in da bo vseeno do septembra spečen. To je spet odvisno od vremena, ne? Ker če bo veliko dežja čez poletje, bova s Perotom končala album. Ne? Bosta dejansko ga končala. Če bo pa sonce, bova pa pač blodila po svetu. Ne? No, in potem se tukaj začne tudi najina pot iz Celja do Kočevja. Hamo, hvala ti danes za obisk. Seveda previdno vožnjo nazaj, imaš pa zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Sem to, da veš. Vem, sem ga videl že gor grede in tako dolg, da sočustvujem z vsemi Štajerkami in Štajerci, ki se vozijo v Ljubljano v službo. Jaz bi protestiral na njihovem mestu. Delo od doma. Ne spodbuj jih, šefi ne bodo veseli. Hvala ti pa seveda, se vidva še kaj pred septembrom, ne? Absolutno. Ajde, važi. Še en single bo zihar. No, pridi takrat. Zdaj pa povej to mojemu srcu.